Tokrat smo v Tehniškem muzeju v Bistri in govorili bomo o prodaji avtomobilov, ampak ne letošnji, čeprav je že konec leta. Tu smo zato, ker bomo govorili o začetkih prodaje avtomobilov pri nas in to v času kraljevine SHS, natančneje Forda. No, že takrat so imeli tudi pri kraljevini radi kratice, tako bomo bolj podrobno govorili o modelu A, ki je naslednik revolucionarnega modela T. Ne bomo se pa samo vozili, tudi hodili bomo tokrat kot zombi. Ja. Na cesti pa bomo preudarno testirali 3 nove Toyota Aygo, Mitsubishi Space Star in Seat Ibiza. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes pogledamo na avtomobilski trg in same začetke prodaje avtomobilov pri nas. V kontekstu današnjega časa, ko se mora vse najti, narediti, prodati, kupiti in dostaviti takoj, se je razvoj prodaje avtomobilov pri nas godil sila počasi. No, in dobrih 50 let, pol stoletja po tem, ko je baron Kodeli priropotal v Ljubljano s svojim avtomobilom, smo imeli relativno počasno statistiko. 852 registriranih avtomobilov v celi Sloveniji in 7539 registriranih voznikov. In eno voznico. Leto kasneje, leta 1950, so se tej pridružile še 3 nove. No, ampak za mobilnost v takšni meri, kot je zdaj, smo potrebovali kar nekaj stvari. Infrastrukturo, cestno-prometne predpise, no teh niso potrebovali avtomobili, temveč vozniki in avtomobile same. In za te je v prvi fazi zelo dobro poskrbel Ford z modelom T. In Ford je rekel takole: naredil bom avto, ki si ga bo lahko kupil vsak z dobro plačo. Kaj je to dobra plača? Nekaj časa se je merilo tudi z ceno tega Forda T. No, Luka bo danes vozil model A. Model, ki bi po abecednem vrstnem redu po T-ju moral nositi črko U, ampak je bil tako tehnično napreden, da je Henry Ford rekel, ga damo kar na začetek abecede in pomenujemo s črko A. Tukaj imam 2 zelo zanimivi kopiji iz časopisa Slovenski narod. Prva je iz leta 1898 in takole pravi. Prvi avtomobil se je včeraj pojavil v Ljubljani in obudil največjo senzacijo. Paglavci so se kar trumoma podili za njim. Baron Anton Kodeli je torej z Dunaja pripeljal svojega Benza, ki je bil prvi avto na ozemlju današnje Slovenije in prvi avto v Ljubljani. Si predstavljate, kakšen frajer je bil takrat le 23-letni baron in nekako kar samoumevno se nam zdi, da je že čez pol leta nastal tale zapis. Vsaka stvar ima svojo mejo in tako tudi naglost, s katero se ta avtomobil podi po najožjih ulicah. Nesreča se sicer, kolikor je nam znano, ni pripetila še nobena, strahu pa je ta avtomobil povzročil že dosti. Se je pa novost razmeroma hitro prijela in tako so že kmalu po prvi svetovni vojni k nam začeli množično prihajati uvoženi avtomobili, registrirane pa so bile tudi prve avtomobilske blagovne znamke. Pred natanko 100 leti, novembra 1921, je svojo blagovno znamko v takratni kraljevini SHS registriral tudi ameriški Ford. No in to nas pripelje do tega čudovitega avtomobila. Prisedite v naš avtomobilski časovni stroj. To gre za ameriški avto Ford A iz leta 1930. Ta avto je prišel iz Kalifornije, to je bil bolj ljudski avto. Teh so imeli zelo veliko, so jih naredili in sicer so jih delali od leta 28 do leta 32. No, jaz mu poskušam vdahniti življenje skoraj vsaki teden, vozim z njim po roke, to mi leži pri srcu, pač sem tudi te stroke, zaradi tega smo ga tudi kupili, obnovili. Ta avto je predvsem za dušo, vožnjo z dušo. Tukaj se čas ustavi in poskušaš z njim uživati. Težko je skriti navdušenje ob takšnem doživetju. Vožnja tega avtomobila seveda ni popolnoma nič primerljivega z današnjimi avtomobili. Poslušajte ta zvok.
Takšen avto moramo doživeti že zato, da razumemo, kako so razmišljali mojstri inovatorji, ko so razvijali novosti. Poglejmo samo primer avtomatizacije vozniških procesov. Ne samo, da menjalnik ni sinhroniziran, kar pomeni, da rabimo precej občutka za prestavljanje, tukaj voznik prevzame celo vlogo motornega računalnika. Tukaj imamo kar nekaj funkcij, ki jih v običnem avtomobilu nimamo, in sicer prvo, kar je, ga vžgemo na noge. Potlej je pa tudi to, kar nimamo pri današnjih avtomobilih, pri nobenem to, se pravi dodajanje predvžiga. Ko avto vžigamo, damo predvžig čist povsem nazaj. Dodamo mu čok, tukaj je za dodajanje čoka, in seveda za dodajanje elektrike mi avto damo v pogon. Če pa avto obremenimo in gremo v hrib, mu pa še dodamo tudi tukaj gorivo in predvžig povsem do konca, ne? Tako da je avto še bolj zmogljiv, še močnejši. Tukaj ima armaturno ploščo, ki je čist povsem enostavna. Kar pa je za ta avto še zelo značilno, imamo pa klimo, in sicer povsem naravno klimo. Če pa pogledamo še trobo, ima pa tudi zelo značilno, pa jo samo poslušajmo. In seveda odveč je govoriti, da tukaj ni sodobnih asistenčnih sistemov, modernih zavor in vzmetenja. Takrat so že varnostne utripalke predstavljale nekako nadgradnjo. Danes zaradi tehničnega in homologacije moraš smerokaze imeti, seveda. Včasih pa naj bi nakazovali smeri z hupanjem ali z roko čez šipo. No, ta avto ima samo 2 lesnata fedra in pa visokoprofilne gume, ki so napumpane le 1,8 bara. Tako da je tukaj vsa mehkoba tega avtomobila. No, takrat veste, da ni ta avto poznal asfalta, ampak le makadamske ceste. Mislim, da je bil pa za tisti čas zelo udoben in sodoben avto. No, zavore ima pa bobnaste, tukaj je bolj slaba točka, s tem se pomaga tako z motorjem, zaviranjem, kot tudi mogoče z ročno zavoro, tako da treba po hribu navzdol biti zelo pazljiv in pripravljen na to. To je vse mehansko, tako da je povsem drugačen sistem vožnje. To niti ni avtomobilska romantika. To je doživetje zlate avtomobilske prazgodovine, ki je tlakovala pot tehničnemu napredku. V legendarnem modelu A je le električna napeljava s 6-voltno napetostjo. Danes pa ta vrsta energije poganja vozila na tisoče kilometrov daleč. In dodajmo napredek na področju varnosti. No, bolje rečeno, stoletje napredka na področju varnosti. Danes so vozniku na voljo izjemni asistenčni sistemi, ki ga lahko rešijo ob nepazljivosti ali pa del vožnje opravijo celo namesto njega. Avtonomna vožnja prihaja z velikimi koraki. Kdo ve, kaj bo prineslo naslednje stoletje? In kdo ve, kaj bo, tako kot smo mi tale star časopis, novinar gledalcem avtomobilnosti serviral leta 2121? Po oglasih med hojo gledamo v zaslon. No, na cesti pa brez gledanja v zaslon testiramo Toyoto Aygo in Seat Ibiza. In morda niste vedeli, in ker smo danes v Tehničnem muzeju v Bistri, prvi serijski avto iz Japonske je bil Mitsubishi. In tako kot model A pri Fordu je tudi on nosil ime model A in izgledal je zelo podobno. V resnici pa je tehnično slonel na Fiatovi platformi. Ne. Ja. Ne, Tipo 3. Kaj imajo skupnega legendarni Mercedesov Roadster 230 SL iz leta 1963? Pa Peugeotov ikonični kupé RCZ in pa tale mala mestna Toyota. No, odgovor je Pagoda. In seveda ne govorimo o tistih klasičnih azijskih šotorih s špičastimi stolpiči, ampak o tej nagubani strehi avtomobila. A zakaj je takšna nagubana streha pri tem malem Toyotinem malčku? No, po eni strani pravijo pri Toyoti, zato ker je to cool. Po
Po drugi strani pa je ta nagubana streha poskrbela za občutno izboljšanje količnika zračnega upora, ki zdaj meri 0,31, to je toliko kot pri Yarisu in to je med najboljšimi v razredu. Po drugi strani pa lahko dobite tudi Aygo s platneno streho in pri Toyoti pravijo, da je to prvič v tem avtomobilskem razredu. Seveda smo malce zastrigli z ušesi, sej takšnih malčkov s platneno streho pa ja imamo dolgo vrsto na avtomobilskem trgu, ampak so nas pri Toyoti popravili. Ne, to je prvič, ker je to križenec najmanjšega avtomobilskega razreda. Aygo torej zdaj vozi za centimeter bolj oddaljeno tal, potniki pa sedijo za 5,5 cm više kot doslej. Ampak nikakor tukaj ne smemo govoriti, da bi Aygo s tem, ko je postal križenec, imel kakšne terenske namene. Nikakor ne. Inženirji so se pri njegovem snovanju posvetili predvsem tistim koristim, ki pridejo prav pri mestni terenski vožnji. SUVs are rough roaders, and we don't do rough roading here with this car. This is a city-oriented car. Why this higher body position in a city environment? Well, actually, first of all, our driver has a better field of view. So we have pushed this A-pillar a bit backwards as well. They can really see. And what is nice, when lifting up 55 millimeters, is that actually I can make eye contact with the driver. I'm a cyclist, pedestrian. Our design standards saying that it's at 1.65 meters. So basically the eye contact will be happening with most of our drivers. And actually that is why both the cars and the cyclists can go together on the road at the same speeds. The car is lifted up 55 millimeters, but in the front, you can see these air spads. They are only lifted up 11 millimeters. It's enough to give sufficient ground clearance for curbstones and underground parkings, but they actually move the air under the car. But when they move the air under the car, they actually hit the tire itself. And actually there's three things that we have discussed together with the tire manufacturer. And that is the influence of the profile of the tire, but most importantly, this side component. So all the air comes here. Imagine if this was very bulgy and big, the air would be pushed out and create a lot of drag. And that's why this tire is, even though it's narrow, even this shoulder shape was super important to make sure we have this very good aerodynamics drag coefficient. Give my life color, you give my life color, color, color. You give my life color. Torej, Aygo hoče ostati klasičen mestni malček, ki pa so ga zdaj precej začinili. Ampak ne, začimb nisem omenil zato, da bi vam bolj poetično pripovedoval to zgodbo. Ne, začimbe so zrasle na Toyotinem vrtičku. Juniper blue being more sporty and more masculine, it has red particles in the paint, so it can look purplish on the sun. And chili red is more warm and more feminine. It has blue particles in the paint. It can look orangish or more maroon in the sun. This is for the consumer who wants to stand out and to be bold. And for more sophisticated spices that are lower in saturation, lower in hue, we have ginger beige, warm, feminine, and we have cardamom green that is more cold and greenish. In vprašali se boste, kakšna Toyota pa je sploh to, če pa nima hibridnega pogona. No, so tehtni razlogi za to. Having compactness in mind, we had to make considerations. Can we fit a hybrid powertrain? Do we want to fit heavy batteries, making everything bigger in size again and more higher in price? No. Affordability and compact size are the two key pillars of an A-segment car, and therefore we have chosen not to implement a hybrid. However, we're very proud that still with a normal combustion engine, we are achieving very low fuel consumption of only 4.7 liters. Pri Toyoti odgovarjajo, da je v tem avtomobilskem razredu cena ključna. Baterija in elektromotor bi avto močno podražila, a vseeno tudi v tem primeru govorimo o majhni porabi goriva. Mestno vožnjo pa bo delal udobnejši CVT menjalnik, za katerega pri Toyoti obljubljajo, da so ga inženirji tako zelo izpopolnili, da se ne bo zaganjal in tulil. Kakorkoli, Aygo 3. generacije oziroma prve generacije kot Aygo X bo na trgu zapolnil vrzel, ki nastaja z umikom konkurence.
To pa lahko razumemo tudi tako, da si očitno avte z manjšimi maržami lahko privoščijo le največje avtomobilske znamke. Majhen, varčen, okreten, preprost in poceni avto danes na avtomobilskem, sploh pa evropskem avtomobilskem trgu niti ni več tako zelo pogost pojav. No, eden takih ostaja tale Mitsubishi. Space Star. Space Star je v prvi vrsti zelo okreten. Ta avto tehta manj kot 900 kg in dolžino meri kar krepko manj kot 4 metre. No in to se pri vijuganju po ozkih mestnih ulicah izkaže kot zelo dobrodošlo. Po željah tistih, ki si želijo udobja, je vgrajeno že samo podvozje. No, po našem mnenju pa je še pomembnejša lastnost sama lahkotnost vožnje. Tudi za bolj intenzivno manevriranje ne boste rabili pojesti kakšne porcije žgancev ali pa nagniti konzerve s špinačo. Volan je namreč izredno mehak in enako velja tudi za prestavljanje z tem ročnim menjalnikom in tudi za stopalke. Nas je najbolj prepričal sam obračalni krog, ki meri le 4,6 metra. No, to pomeni, da bo v praksi obračanje potekalo zelo preprosto, na ta račun pa marsikdaj odpade tudi kakšno dodatno popravljanje vozila naprej in nazaj. Pa ta avto kljub kompaktnim meram ni preveč utesnjen v notranjosti in je tako primeren tudi za občasno družinsko rabo. Sedeži v različicah z bolj bogato opremo imajo novo oblazinjenje in so takole zelo prijetni na otip. So pa sedeži tudi nameščeni nekoliko višje in ne nudijo skoraj nič bočne opore. To seveda ne nudi najboljšega občutka pri dinamični vožnji, je pa na ta račun vstopanje in izstopanje iz vozila zelo enostavno. Nov je tudi osrednji zaslon na dotik, ki ima zelo malo funkcij, a eno izjemno pomembno, da ga lahko povežemo s sistemoma Apple CarPlay ali Android Auto. Pri mestni vožnji smo se razveselili pomoči slike vzvratne kamere, kjerkoli pa bodo dobrodošli tudi sistemi za opozarjanje pred zapuščanjem voznega pasu, samodejno zaviranje v sili ter samodejno preklapljanje dolgih in zasenčenih žarometov. Space Star je zadnjo prenovo dobil nove oblikovne elemente, ki ga peljejo v korak z ostalimi modeli Mitsubishija. No, še vedno pa ta avto ni pretirano vpadljiv in predstavlja nekako konzervativno izbiro. Osnovna različica je na voljo tudi za manj kot 10.000 evrov, za ta denar pa v vsakem primeru dobite 1,2 litrski atmosferski trivaljnik, ki v kombinaciji s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom zagotavlja porabo nekako okoli 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in je še posebej učinkovit pri mestni vožnji. Mi bi ta avto priporočili predvsem tistim manj zahtevnim voznikom, ki potrebujete preprost, a učinkovit in uporaben avto za premagovanje večinoma mestnih kilometrov. Oblikovno Ibiza izraža poslanstvo Seata. Narediti uporaben, a všečen ljudski avtomobil, ki izstopa z oblikovnimi potezami, ki jim pri Seatu radi rečejo španski temperament. Poleg všečne oblike tudi v notranjosti ponujajo drugačno in nikakor ne dolgočasno izkušnjo. Vem, marsikomu to ne pomeni prav dosti, ampak mladim, ja, njim je to verjetno kul. S paketom opreme FR bo kupcu ponujala približno toliko, kot če bi izbrali paket Style, le da bo njena podoba bolj športna. Z dinamično vožnjo boste za 100 prevoženih kilometrov porabili 6 ali celo 7 litrov bencina.
Z umirjeno, takšno, s kakršno vozimo naš nožni krog, pa bo za 100 prevoženih kilometrov še vedno potrebnih 5,5 litrov. Hkrati je opremljena tudi številnimi varnostno-asistenčnimi sistemi, zato se voznik in potniki v njej lahko počutijo varne, zaradi bogate opreme pa v Ibizi nikoli ni dolgčas. In to pri mladih šteje, no pa tudi pri tistih, ki smo mladi le še po srcu. Stara modrost pravi, da se peš daleč pride. In glede na to, kako močno se v zadnjih letih oglašuje pomen hoje, se zdi, da bomo v prihodnost prej stopili lepo po starem in peš, kot pa recimo z robotiziranimi avtonomnimi letečimi taksiji. Hoja je tudi najbolj primarna oblika mobilnosti. In ne pozabimo, v nevarno prometno džunglo se sami prvič podamo prav peš. Evolucija človeka ni končana. Tudi evolucija človekove hoje ni končana. Vse skupaj se je začelo, ko smo se postavili na noge. Takrat smo začeli pot, ki se nadaljuje še danes. In če sklepamo po okostju Homo erectusa, pokončnega človeka, na ta način po svetu hodimo že več kot 2 milijona let. Živja. In zato smo se evolucijsko že kar dobro nahodili, celo tako dobro, da smo nekateri ugotovili, da bi bilo treba hojo, peš hojo, na nek način popestriti, začiniti po domače rečeno. No, in to smo naredili tako, kot se danes mora. Ves čas moramo nekaj početi. Biti omreženi in opremljeni z aplikacijami in nasveti, ki nam govorijo, kako moramo živeti in kaj se okrog nas dogaja. Pri tem pa ne dvignemo glave po starem, pogledamo okrog, da bi videli, kaj se dogaja okrog nas. Ne zanimajo nas ljudje tukaj, zdaj, na tem mestu, kjer se sprehajamo, ampak ti, ki so tukaj notri. In tem namenimo toliko pozornosti in jim damo tudi med hojo, nekateri celo na kolesu ali skiroju, kar je skrajno nevarno, vso pozornost in prednost, čeprav je jasno, da bomo verjetno trčili v tiste, ki so v naši realni in neposredni bližini. In tako pridemo do Homo smartphona, telefonskega človeka. Ali kot se je prejelo, zombi pešca. Človeka, ki hodi, lahko tudi kolesari ali vozi avto in je hkrati telesno tu, v resnici pa z mislimi, očmi, pogosto tudi ušesi nekje drugje. No, ampak zombi pešec oziroma zmombi, kot so ga nekoč hudomušno poimenovali, se lahko hkrati sprehaja po ulici in opravlja še vrsto drugih stvari, povezanih tudi z internetom oziroma z oblakom. YouTube, maili, novice, klici in tako naprej. In tako pride do trka dveh svetov. O tem, kako pogosto se to zgodi in kaj se lahko iz tega naučimo, pa smo vprašali direktorja Agencije za varnost v cestnem prometu. Po podatkih iz leta 2016-2019 je bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom za pešce 44. Po ugotovitvah ni nobeden pešec imel kakršnekoli svetlobnega telesa ali neke luči pri sebi, da bi ali oblačila ali karkoli, kar bi ga označevalo v temi. Zato se tudi v akciji Pešec, bodi viden, bodi previden, ki jo imamo oktobra, ki jo oktobra začnemo prav s tem namenom, ker se dnevi krajšajo na večje noči, slabo vreme, megla, dež, začnemo v začetku oktobra. Izvajamo vse aktivnosti za varnost pešcev skozi celo leto. Samo od oktobra pa do marca nekje je tisti čas, ko tega največ uporabljamo, ko je to najbolj aktivno. Pešci so še dodatno bili obremenjeni s konec epidemije, vsi veseli, vehementno hodili po pločnikih, telefone, vse te stvari uporabljali, kajti pozornost pri pešcih, če uporabljajo telefon, mimogrede, se nekako do 60% je ta pozornost zmanjšana. Ravno tako pri pešcih in pri voznikih so se te stvari nekako zmanjšale pozornosti in smatramo, da to je povezava, sigurno. Ja, pametne naprave je treba pametno uporabljati, ampak ne samo zaradi tega, da ne bi kje trčili oziroma zaradi naše varnosti, tudi zaradi drugih segmentov. Vas je morda v tem prispevku
Kaj je zmotilo, ko vas z Andrejem niti enkrat nisva pogledala v kamero oziroma po domače rečeno, med pogovorom nisva pogledala v oči? Več kot očitno je, da nas je tehnologija prehitela. Pametni telefoni, kot praviš, zahtevajo tudi pametno uporabo. In bolj kot da posvečamo pozornost tem ljudem, dogodkom in informacijam med hojo v telefonu, bi bilo seveda bolj prav, da posvečamo tistim, ki so okrog nas, tukaj in zdaj. Nastalo težavo zombi pešcev zdaj rešujemo tako, da na glavo nameščamo tretje oko, na tla, kamor mimo telefonov med hojo gledamo, pa opozorilna svetlobna telesa. V že veliko mestih imamo recimo namesto tlakovcev zdaj postavljene količke oziroma usmerjevalnike za pešce, celo LED panele, ki kažejo z barvami in puščicami, ki se premikajo, kam se lahko hodi, v katero smer se ne. Namesto te tehnike pa bi se lahko zatekli k drugi strokovni metodi, zdravi kmečki pameti. Dvignili pogled in pogledali okrog, kje smo in kje so drugi. No, jaz upam, da nas boste gledali tudi naslednji četrtek, ko oddaja Avtomobilnost praznuje 200. oddajo. Andrej, hvala, ker si zdržal 200 oddaj z mano, da ne bom rekel prekmalu. Ne bom rekel, da je bilo težko. Ampak vas pa še vedno vabimo, da glasujete in pripomorete k temu, kateri avto bo odnesel lovoriko slovenski avto leta 2022. Imamo 15 finalistov, ki prihajajo iz 13 znamk, 5 je povsem električnih in najdete jih na naši spletni strani rtvslo.si /poševnica avtomobilnost. Mi pa se vidimo naslednji četrtek. Srečno!